Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V že drugi oddaji Zdravje v naših rokah, ki jo pripravljamo na osrednji pomurski televiziji TV Ideja. V prvi oddaji smo vam poskušali približati vinogradniško panogo in pridelavo vina. Želeli smo vam prikazati, kako velik privilegij imamo državljani Evrope v primerjavi z marsikaterim drugim delom sveta. Imamo namreč možnost izbrati kakovostno in zdravo hrano od lokalnih kmetov in drugih ponudnikov. S tem ne skrbimo le za naše zdravje, temveč tudi za razvoj našega okolja. V tokratni oddaji bomo spregovorili o zelenjadarstvu in sadjarstvu. Pogovarjali smo se z Bredo Vičar, ki je specialistka za zelenjadarstvo in ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Tam pa uspešno deluje tudi naš drugi sogovornik, Miran Torič, ki je ob vinogradništvu specializiran predvsem za sadjarstvo in ekološko kmetovanje. Pot do uspešne sadjarske kmetije je pogosto trnova in ne uspe vedno v prvem poskusu. To nam je razložil tudi Janez Trstenjak iz Stročje vasi, ki že več kot 20 let svojo ženo vodi uspešno sadjarstvo in zaposluje tudi 9 sodelavcev. Njihova jabolka in sokovi so pod 3 blagovnimi znamkami že dobro znana po vsej Sloveniji. Preden pa prisluhnemo pogovorom s strokovnjaki in podrobneje spoznamo zgodbo sadjarstva Trstenjak, pa poglejmo nekaj dejstev. Po podatkih Statističnega urada povprečni Slovenec na leto poje 118 kg zelenjave in 128 kg sadja. Skupno tako v Sloveniji letno porabimo 246 tisoč ton zelenjave in 267 tisoč ton sadja. Poglejmo še, kako je slovensko pridelavo. Slovenski zelenjadarji pridelajo največ belega zelja, solate, čebule, paradižnika, bučk, radiča, korenja, rdeče pese in paprike. Slovenski sadjarji pa so najbolj usmerjeni v pridelavo jabolk, breskev, nektarin, marelic in hrušk. Poglejmo še na raven Evropske unije. Ta letno proizvede kar 166 milijonov ton sadja in zelenjave, kar je skoraj desetina celotne svetovne pridelave. Največje države, pridelovalke v Evropi, pa so Španija, Italija in Francija. Pridelavo sadja in zelenjave pri nas zelo dobro poznajo kmetijski svetovalci, ki delujejo v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Zato vas vabimo, da prisluhnete pogovorom s specialistko za zelenjadarstvo Bredo Vičar in specialistom za sadjarstvo Miranom Toričem. Sadjarji se že vrsto let, Miran, soočajo z težavami, kar se tiče škode z točo, pozebami in seveda prihodnjem strateškem načrtu je seveda, da se pomaga na takšen ali drugačen način sadjarjem, tudi z investicijami. Pravzaprav, kako se soočiti z tako spremenjenimi klimatskimi razmerami? Ja, klimatske spremembe so že dolga leta prisotne in sadjarji se že, mislim, da so se tudi prvi začeli prilagajati klimatskim spremembam, tako z protitočnimi mrežami, proti toči, tako da je večina sadovnjakov že opremljena z protitočnimi mrežami, vse je novi, vsi skoraj. Potem eden izmed izzivov je bilo tudi namakanje, namreč zadnja leta se nam pojavila suša, tudi tu se zadeve spreminjajo, sadovnjaki se opremljajo z namakalnimi sistemi, seveda tam, kjer je na voljo voda, ki je največji problem, namreč vir vode še vedno omejen in nimajo vsi sadjarji možnosti priti do vode, ampak tam, kjer je ta možnost, so sadjarji to že uredili. Naslednji izziv bo verjetno, kako se soočiti z pozebami, kajti ta zadeva bo najbolj pereča in ni tako enostavno kot pri protitočnih mrežah in pa pri namakanju. Sicer obstaja možnost uruševanja, ki pa zahteva še zelo velike količine vode in je mogoče tudi zaradi tega nekoliko omejeno. Problem
Pri pozebah pa je to, da nam včasih, oziroma v zadnjih letih, drevesa cvetajo tudi 3 do 4 tedne prej kot normalno in zaradi tega tudi prihaja do pozeb. Namreč mile zime, potem predvsem tople oziroma visoke temperature v mesecu decembru in januarju pospešijo pretakanje sokov in potem nam že tam konec marca ali pa začetku meseca aprila cvetajo tudi jablane, čeprav so včasih cvetele tudi tam za 1. maj in pozneje. In to bo verjetno največji izziv. Navezujoč se na tale pogovor in odgovore, Miran, koliko so pravzaprav naši sadjarji, pa morda greva bolj na lokalno, v deželi v Muri, pripravljeni oziroma kako so opremljeni z oroševanjem, morda odstotkovno z namakanjem in pa z protitočnimi mrežami, pa morda takole splošno tudi v celotni Sloveniji? Ja, z protitočnimi mrežami je situacija kar ugodna. Namreč vsi novejši sadovnjaki, predvsem jablane, hruške, tudi nekaj jagodičja je zaščitenega s protitočno mrežo. Pri namakalnih sistemih, recimo v Pomurju, smo tam nekje na 50–60% tistih sadovnjakov, ki so dobri, se pravi, ki še delajo, namreč ne vseh lek, ampak govorim za jablano. Pri jablani je kar precejšen del sadovnjakov že namakan, v Prlekiji skoraj vsi. Na Goričkem malo manj, kajti tam je težava z vodo. No, nasprotno pa je z oroševanjem, kajti, kot sem že prej povedal, je potrebna zelo velika količina vode, tako da imamo trenutno s oroševanjem opremljenih, mislim, da 6 do 7 hektarjev sadovnjakov, več pa ne. Ko ste omenili sadne vrste, sadno drevje, veliko imamo različnih dreves za predelovanje v sadjarstvu. Veliko pa je tudi v Sloveniji še neizkoriščenih pravih sadjarskih lek, ki so opuščene. Kaj pravzaprav to predstavlja oziroma kako se soočiti pa z tole posebnostjo oziroma težavo? Ja, po eni strani se v Sloveniji beležimo porast intenzivnih sadovnjaka, ampak predvsem z nekaterimi sadnimi vrstami, ki so mogoče meni cenilen, predvsem oreh, na Primorskem tudi oljka. Po drugi strani pa nam upada recimo jablana kar močno, na Primorskem recimo breskva je skoraj izginila, da tako ne rečem. In imamo kar precej sadjarskih lek, ampak po eni strani to nič ne pomeni. Namreč sadjarji delajo sadovnjaka zato, da preživijo. Se pravi, da vidijo možnost, da vidijo tudi možnost zaslužka oziroma preživetja svoje družine in če cene na trgu tega ne omogočajo, potem sčasoma tudi začnejo opuščati in tudi to je vzrok, zakaj se je toliko sadovnjakov počasi začelo opuščati. Po drugi strani pa tisti, ki pa vidijo v tem možnost in so pripravljeni tudi trdo delati, pa nadaljujejo s to tradicijo in se tudi po eni strani širijo z nasade. Rekli ste, mladi ne gredo radi v to trdo delo, morda sodobna mehanizacija, ki bi razbremenila fizično delo ali pa seveda pri tem moramo upoštevati tudi čim manjši vpliv na okolje oziroma na naravo, ki pa je nekako tudi v novi perspektivi Evropske unije zelena dežela, zelena Slovenija prisotna. Ja, tehnologija se razvija. Tudi robotika gre naprej, ampak je zaenkrat še v povojih. Predvsem je prepočasna za samostojno delo, ampak obstajajo že pripomočki, obiralni platoji, ki pripomorejo k hitrejšemu obiranju in ki se uvajajo, sadjarji že imajo, se pravi, da se poveča predvsem storilnost na uro in tudi za obiralce je lažje obirati, da ne nosi nekih težkih bremen, da se to hitreje pobere. To bo šlo naprej, ampak v vsakem delu je tako, da tisto, če kupiš stroj, tisti, ki bodo prvi kupili te stroje, ti stroji so dragi in vsak sadjar se tudi potem preračuna, če dam toliko za stroj, v kolikem času ga potem zaslužim nazaj in če se mi splača. Tako da ta proces bo šel. Vem, da tudi na Goričkem imajo že sadjarji obiralne platoje, delovne platoje, samohodne kupujejo
ampak tam, kjer se to preračuna, da se jim splača in zaenkrat s tistim, kar imajo, so kar zadovoljni. Breda Vičar, specialistka za zelenjadarstvo. Kmetijstvo Evropske unije se zmeraj bolj obrača oziroma odziva na potrebe po zdravi hrani, ki je ena izmed temeljev tudi skupne kmetijske politike v prihodnje. Pri tem pa seveda poudarja domačo predelano hrano, zelenjavo, ki ne izgublja pravzaprav ničesar, najmanj pa hranilne vrednosti, ki jih izgublja seveda z dolgo potjo, skladiščenje in tako naprej. Kakšna je pravzaprav trenutna situacija z samooskrbo pri nas v Sloveniji? Torej, samooskrba v Sloveniji s pridelano zelenjavo seveda ni zadostna. Po zadnjih podatkih statističnih smo 44% samooskrbni s celotno zelenjavo, torej tudi tisto predelano, in 57% z svežo zelenjavo. Torej, možnosti za pridelavo, širjenje pridelave seveda imamo, trg je odprt, ampak seveda je vse skupaj povezano z samo pridelavo, intenzivnostjo pridelave. Zelenjadarska pridelava je delovno izredno intenzivna, vanjo za pridelavo je treba imeti veliko znanja in v samo pridelavo je treba tudi veliko vlagati. Torej, stroški same pridelave so veliki. In v zadnjem času, ko stroški recimo repromateriala izredno naraščajo, prodajne cene zelenjave pa temu ne sledijo, je torej seveda na prvem mestu ekonomika in ekonomičnost pridelave zelenjave. No, recimo je ves del Slovenije, tudi zahodni del Slovenije, primeren za pridelovanje, za zelenjadarstvo, ali pa vendarle imamo prednosti mi tukaj v deželi, v Muri, in pravzaprav kakšne bi naj bile klimatske razmere, čeprav se zelenjadarstvo v zadnjem času vse bolj seli seveda v tako imenovane rastlinjake. Ja, sicer lahko rečemo, da mi nimamo najboljših vremenskih pogojev za pridelavo zelenjave, torej v Pomurju. Boljše pogoje imajo recimo Primorska, ker ima veliko več teh sončnih dni, veliko daljšo vegetacijo. Tudi Podravje ima nekoliko boljše pogoje recimo kot mi, tako da mi nismo ravno tisti, ki imamo najboljše pogoje, ampak vseeno lahko pa pridelujemo večino zelenjadnic na prostem, če ne na prostem, pa potem v zavarovanih prostorih. Pri pridelavi zelenjave se zelo pazi, kontrolirajo fitofarmacevtska sredstva. Tukaj praktično napram drugim pridelovalcem, recimo vinogradnikom, sadjarjem ali poljedelcem, je še bolj stroga merila, so morda je zato še bolj primerna naša domača slovenska hrana. Jaz bi rekla, da je naša pridelana zelenjava zelo primerna in tudi varna in zdrava za uživanje. Prav gotovo, jaz bi si skoraj upala trditi, nekoliko bolj kot uvožena tuja, kajti naša zelenjava je pobrana v tisti polni tehnološki zrelosti, torej ko doseže tisti najboljši okus, vonj in seveda tudi vsebuje recimo največ tistih hranilnih snovi ali koristnih snovi za zdravje ljudi, kot so vitamini, in prihaja sveža na trg. Torej, ta zelenjava ni bila pobrana, recimo na tujih trgih se zelenjava včasih predčasno pobere in da potem prenese transport. In še nekaj je morda važno poudariti, da naša zelenjava ni tretirana z pripravki, ki ohranjajo recimo svežost, dalj časa svežost in obstojnost tako v skladiščih kot na trgovskih policah. Breda Vičar, strokovnjakinja za zelenjadarstvo, recite mi, kako vi vidite prihodnost pridelovalcev zelenjave v sklopu slovenskega kmetijstva, kakšna je vizija, ima perspektivo, je to naša prihodnost?
Ja, jaz sem optimist, čeprav so trenutno razmere nekoliko neugodne. Ostajam optimist. Samooskrba je res izredno pomembna. Kajti, če ne bomo samooskrbni, če pride do takih kriz, kot smo jih že doživeli, bomo imeli velike probleme, torej, če ne bomo imeli svojih pridelkov. Zdaj, kar se tiče uvoza, vemo, kako je, ko zmanjka nekje, ko bo recimo zmanjkalo povsod recimo hrane, bodo pač države poskrbele za svoje državljane, torej ne bodo solidarne, ampak tako, da si moramo tudi mi sami res se truditi, da bomo ohranili to pridelavo. Apeliram predvsem na kupce, da kupujejo domače, da kupujejo res domačo zelenjavo, za katero lahko res trdimo, da je kvalitetna in jaz bi rekla celo boljša od uvožene. Čeprav je uvožena mogoče nekoliko cenejša, ampak je naša kvalitetnejša. Statistika torej pravi, da se slovenski sadjarji najbolje spoznajo na pridelavo jabolk. Janez Trstenjak iz Stročje vasi je želel že pred več kot 25 leti preizkusiti ekološko sadjarstvo, a mu sprva to ni uspevalo. Sadjarsko zgodbo svoje družine je zato pričel pisati na novo in tako danes na 15 hektarjih sadovnjakov popolnoma ekološko prideluje jabolka, ki jih radi jedo otroci v šolah in vrtcih. Njihove ekološke sokove pa pijejo v več kot 100 gostinskih lokalih, kmečkih turizmih, pa tudi v prestižnih hotelih. Vabljeni torej, da spoznate zgodbo sadjarstva Trstenjak. Pri družini Trstenjak v Stročji vasi je bilo sadjarstvo ob vinogradništvu in živinoreji vedno pomemben del kmetije. Leta 1996 si je Janez Trstenjak zadal cilj, da bo v 2 nasadih jabolk v skupni velikosti 1,5 hektara pričel s ekološko pridelavo sadja. Danes priznava, da njegovi začetki ekološkega sadjarstva niso bili najbolj uspešni, a mu je oče vseeno dal še drugo priložnost. V bistvu sem še od začetka nastavil, naredil plan, nastavil različne variante si kako, če ne uspe eno, potem rezervni plan in tako naprej. Danes Trstenjakovi jabolka na popolnoma ekološki način pridelujejo že na 15 hektarjih, polovico v okviru kmetije, polovico pa kot del družinskega podjetja. Janez Trstenjak za svoje nasade išče odporne in kvalitetne sorte jabolk, ki jih ves čas tudi temeljito preizkuša. Iščem možnosti, da jo posadimo naš nasad in recimo za zadnjo sorto, ki ni sicer več tako mlada, to je sorta Mudi, smo se borili skoraj 6 let, da smo jo dobili v Slovenijo. Je pa meni predvsem interesantna zato, ker je zelo odporna na spomladansko pozebo. In tistih legah, ki so nižje, kjer nam pozeba res doseže 7-8 stopinj pod ničlo, tam tudi oroševanje recimo ne pomaga tako dobro in je veliko boljše, če je tudi sorta bolj odporna na pozebe. Od novejših sort pri Trstenjakovih rastejo tudi jabolka Natira, Admiral ter Smeralda ter ostale uveljavljene sorte, kot so Opal, Fujion, Topaz in Algro. Skratka vse, kar je primerno za ekološko pridelavo. Od starejših sort smo obdržali le sorto Carjevič. Te tudi letos še sadimo, 1000 dreves, ker je vseeno povpraševanje po njej. Druge starejše sorte bolj uporabljamo le za proizvodnjo za sok. Vsi Trstenjakovi sadovnjaki so opremljeni s sistemom oroševanja pred zmrzaljo ali z drugimi sistemi, ki naj bi drevesa obvarovala pred ekstremnimi temperaturami. Na sadovnjakih je nameščena tudi zaščita proti toči in insektom. Ta nasad je recimo stal več kot 100 000 evrov po hektarju. In če greš, da narediš tak nasad kvalitetno, z vsemi drenažami, z zbiranjem vode, potem z rekuperacijo te vode za zalivanje,
kar se je letos v sušnih mesecih pokazalo odlično. Potem je ta strošek res bistveno večji, kot ti recimo nasad lahko v 10 letih prinese nazaj. In tu, če ni neke pomoči z strani Evropske unije in države in pomoči svetovalne službe, se pravi tudi v mojem primeru Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo gospoda Toriča iz Murske Sobote, potem je to skorajda prezahtevno za nekoga, ki mora najprej proizvesti, pa imeti pridelek, ki ni učen, naučen vseh teh birokracij in papirologije. In tu verjetno to sam ne bi zmogel. Ob Janezu in njegovi ženi je na kmetiji zaposlenih še 9 sodelavcev. Občasno pa pri delu pomagajo tudi sezonski delavci in njuni otroci. Pomembna dopolnilna dejavnost sadjarstva je proizvodnja sokov, tako za lastne potrebe, kot za potrebe drugih strank. Letos je polno sadja in na našem dvorišču je ogromno strank, ki vozijo vse možno sadje. In recimo z jabolko niti ni tako težko, ker le imaš nekaj dni časa, da jo predelaš. Bistveno težje je z aronijo ali pa z grozdjem, kjer je pa časa izredno malo. Od obiranja do pasterizacije ne sme preteči toplem vremenu recimo več kot 24 ur, ker lahko že sok začne prej fermentirati in potem je še samo za vino. Trstenjakovi lahko na dan v sok predelajo do 17 ton jabolk in v povprečju 8000 litrov soka. Na svoji kmetiji zagotavljajo celoten proces, ki vodi do sadnih sokov, od pranja, mletja, stiskanja, filtriranja, pasterizacije in polnjenja. Proizvodnja sokov se je predvsem v času epidemije, pa tudi ob pozebah, izkazala kot pomemben del delovanja. Posebej, ko so bili nasadi zaradi pozebe prazni, smo mi še vedno imeli neko delo, mogoče tudi drugega sadja ali nazadnje tudi za gostilne, katerim vozimo sok, moramo imeti tudi večjo izbiro, ne samo jabolko in grozdje, recimo, kaj tu zrase, morajo biti tudi pomaranča, recimo. In v tem primeru smo pač bili sadje primorani uvoziti in smo imeli delo in smo to svoje delo lahko tudi unovčili. Zato je sadjarstvo Trstenjak že uspelo na trgu doseči veliko prepoznavnost. Njihove 3 blagovne znamke so sinonim za kvalitetne sadne sokove in druge izdelke. Ekološko certificirana je Ekogrunt, potem druga, neki vmesni del je sok iz travniških nasadov, kateremu ni čisto nič dodano in tudi čim manj odzeto, se pravi, ga niti ne filtriramo, ampak je samo precejen, fino precejen, to je Deresenja Smali Bio. Potem tretja blagovna znamka je pa v bistvu sok Trstenjak, tu pa s svojim imenom jamčimo za kvaliteto storitve in pravilno izbiro sort in kvalitete jabolk ali pač sadja, s katerega je narejen sok. Trstenjakove sokove je mogoče kupiti v več kot 100 gostinskih lokalih in hotelih, pijejo pa jih tudi otroci v šolah in vrtcih. Njihov jabolčni kis se zelo uspešno prodaja tudi v eni izmed večjih trgovskih verig po vsej Sloveniji. Predvsem v času pred epidemijo je bil izreden porast povpraševanja po ekoloških izdelkih. Zdaj se mi zdi, da je vseeno zaradi te male negotovosti mogoče tudi več ljudi pogleda na ceno. In verjetno tudi zaradi tega, ker poskušamo imeti realno ceno ekološkega sadja in ekoloških proizvodov, imamo v bistvu razprodano našo, ali bi rekel, imamo vedno premalo in sadja in sokov za celo leto.
do nove sezone. Je pa res, da imamo vedno večji krog ljudi, ki nam zaupa v naše delo in v bistvu to cenimo in tudi na tak način garantiramo, shranimo, bi rekel, za določene stranke določeno količino, se pravi, da vejo, da dobijo to, kar rabijo skozi celo leto. Velik del prodaje opravijo tudi na sami kmetiji, kjer že nekaj let deluje njihova prodajalna. Letos pa so dodali še samopostrežne prodajne avtomate in celo postajališče za avtodome. To sva letos z ženo uspela dokončati. En projekt, ki je bil sofinanciran s strani LAS-a. To so prodajni avtomati z postajališčem za avtodome, kjer pač ima stranka možnost, da si za kratek čas ustavi, posedi, si pripravi malico, mogoče napolni avtodom z vodo, elektriko, se stošira, nakupe in potem mogoče kakšen izlet s kolesom napravi in potem gre naprej. Sadjarstvo Trstenjak si želi svojim strankam ponuditi vedno nekaj novega, zato ne manjka smelih načrtov za prihodnost, željo, da bodo vedno boljši. Imam pa že, mislim, da 3-4 leta pivovarnico, ki je nimam časa zagnati. V bistvu mogoče bi še čas se našel, ampak nimam časa se naučiti dovolj dobro narediti. In ko bo to čas, da bomo to poizkusno jabolčno pivo, ki smo ga že delali, dovolj kvalitetno naredili, bo verjetno zraven tudi sajder in takrat pa bomo tudi s tem prišli na trg. In prepričani smo, da to ne bo edina novost, ki jo Sadjarstvo Trstenjak pripravlja za prihodnost. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni oddaji Zdravje v naših rokah, ki je bila posvečena sadjarstvu in zelenjadarstvu. Poskušali smo vam predstaviti, zakaj je pomembno, da sadje in zelenjava, ki jo porabimo, ne prepotuje več 100 km do naših miz, ter da je lokalno iz rok domačih pridelovalcev tudi kakovostno in zdravo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.